Za slepe vid, za gluhe sluh, tu zdravje je, za hrome vse. In s to močjo vse oživi, vstajenja moč je v Jezusu. Za slepe vid, za gluhe sluh, tu zdravje je, za hrome vse. In s to močjo vse oživi, vstajenja moč je v Jezusu. Zvišeno ime, rešitelj naš Gospod. Vsak prikloni se, jezik vsak prizna. Imena drugega ni, ki odrešite, najdemo življenje le v Jezusu. Tolažba je za žalostne, osveženje za trudne vse. Svoboda je za zvezane, vstajenja moč je v Jezusu. Zvišeno ime, rešitelj naš Gospod. Vsak prikloni se, jezik vsak prizna. Imena drugega ni, ki odrešite, najdemo življenje le v Jezusu. Zvišeno ime, rešitelj naš Gospod. Vsak prikloni se, jezik vsak prizna. Imena drugega ni, ki odrešite, najdemo življenje le v Jezusu. Tu je moč in upanje, tu ljubezen, kot nisi je poznal. Tu odpuščanje, ozdravljenje bolečin, stajenja moč je v Jezusu. Ja, tu je moč in upanje, tu ljubezen, kot nisi je poznal. Tu odpuščanje, ozdravljenje bolečin, stajenja moč je v Jezusu. Zvišeno ime, rešitelj naš Gospod. Vsak prikloni se, jezik vsak prizna. Imena drugega ni, ki odrešite, najdemo življenje le v Jezusu. Najdemo življenje le v Jezusu. Haleluja. Lepo je videti vse najprej vas prostovoljce tukaj, haleluja. Dobro zgledate, haleluja. In hvala vsem, ki pomagate, da lahko tole deluje. Dobrodošli vsi na Zoomu. Upam, da ste že ful sprejeli zdaj, ki je imel Boštjan besedo.
ker v bistvu po besedi se največ dogaja. In dobrodošli vsi, ki to gledate na YouTubeu, posnetek malo kasneje. In v bistvu danes imamo šolo ozdravljenja, drugo lekcijo, ki govori o tem, naslov je dobrodošli v Božje kraljestvo. Se pravi, ful je pomembno, kako ti vstopiš v Božje kraljestvo. In recimo, če pogledaš prvo cerkev, ljudje so prišli v cerkev, so bili osvobojeni demonskih sil in ozdravljeni bolezni, ki so prišli v Božje kraljestvo. Rodrigo, maybe put them down. In se pravi, problem danes je, če ni Božje moči v cerkvi, pol ljudje sprejmejo Jezusa, ampak noter pa nimajo moči, da bi lahko živeli v novem življenju. In recimo, jaz, ko sem sprejel Jezusa, sem takoj bil osvobojen glavobolov. Neke kronične bolezni sem pa pol s časoma, sem pa rabil, 10 mesecev, da sem poštekal, da je to v Božji besedi in sem poslušal pridige in učenja o tem, da je bolezen na križu. Tako kot je danes Boštjan govoril, jaz sem to prvič slišal zamenjava na križu od Dereka Princa in mi je čist spremenil življenje. In v takrat naprej imam čist drugo identiteto. In danes bi rad govoril, kako vstopaš v Božje kraljestvo. Prvi korak je seveda, da si odrešen, da postaneš Božji otrok, da veš, da si osvobojen greha, ker 3 stvari so, ki jih Bog nikoli ni planiral za človeka, ki je ustvaril Adama pa Evo. In to je greh, bolezen in smrt. In zdaj, Jezus je umrl za naše grehe. V Rimljanih 3:23 piše, vsi smo se pregrešili in nimamo Božje slave. Se pravi, v prvem človeku smo vsi padli v greh, izgubili smo Božjo slavo. To je Rimljanom 3:23. Rimljanom 6:23 pa prav, plačilo za greh je smrt. In zato je Jezus mogel biti 3 dni v grobu, on je plačal ceno za naše grehe. Janez 3:16, Trubar je rekel, to je povzetek celega evangelija in mogoče najbolj znan citat na svetu, Janez 3:16 pravi takole, Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da se ne pogubi nihče, kdor veruje vanj, ampak ima večno življenje. Se pravi, Bog je toliko ljubil cel svet. In tukaj vidimo Božje ljubezen do nas, da je dal svoje življenje, da imamo lahko večno življenje. Poslušajte zdaj 2. Korinčanom 5:21. Tega, ki ni poznal greha, je storil zaradi nas v greh, da smo mi postali Božja pravičnost v njem. Se pravi, on je nekaj naredil, da midva lahko vstopva v Božje kraljestvo, ker na križu je Jezus rekel, oče, zakaj si me zapustil? Ker oče nič ni mogel imeti z grehom. In tisti trenutek, ko je Jezus postal greh, je nebeški oče se mogel stran od njega obrniti. Se pravi, on je izkusil, kako je biti ločen od Boga. To pomeni duhovno mrtev. Zakaj? Da sva midva lahko Božja pravičnost v Kristusu. In se pravi, če tako vstopiš v Božje kraljestvo, da veš, da si Božja pravičnost, pol veš, da greh več ne more na tabo gospodovati. In temu se reče novo rojstvo. Ko ti priš v Božje kraljestvo, se tvoj duh se na novo rodi. V Janezu 3:3-4. Jezus odgovori in mu reče, resnično, resnično ti pravim, če se kdo na novo ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva. In komu je to rekel? Poglejmo v 4. vrstici. Reče mu Nikodem. Se pravi, Nikodem je bil en največjih religioznih učiteljev. In on sploh ni vedel, da se more na novo roditi. In danes je ogromno enih religij in tudi v krščanstvu enih usmeritev, ko ljudje sploh ne vejo, da se morajo na novo roditi. In v bistvu ni samo to, da tega ne veš, ampak ti moraš vedeti, kaj to pomeni, da si na novo rojen. Nikodem je rekel, kako se mora človek roditi, ko je star, ali more drugi čiti v telo svoje matere in se roditi. In jaz mu govori, ne, to je duhovno rojstvo. Tvoj duh se mora na novo roditi. Se pravi, ti si vstopil v Božje kraljestvo tako, da si se rodil na novo v svojem duhu. In zdaj si ti Božja pravičnost. In to moraš vedeti, kaj je to. V 2. Korinčanom 5:17 pravi, zato če kdo v Kristusu je novo stvarjenje oziroma nova stvaritev. Ti si
novo ustvarjeno bitje. Ti si duhovno, si rekreiran, ti si zdaj novo stvarstvo, haleluja. Se pravi, to je nekaj norga. In prav, staro je prešlo, glej, vse je nastalo novo. Se pravi, Bog te več ne gleda kot starega človeka. Ti moraš svojo identiteto dati zdaj, da si novo stvarstvo, da si nov človek. 1. Janezov 5:4, ker vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. Se pravi, ti si rojen iz Boga, zato ti lahko premagaš svet. Svet, mi vemo, kaj je v svetu. V Janezovem pismu pravi, napuh življenja, poželene oči, poželene mesa. Se pravi, te stvari te stran od Boga vlečejo, ampak ti moraš vedeti, da si že premagal. Kako? Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki je premagala svet. Vaša vera. Haleluja. Se pravi, vera ni sklop mentalnih formul, obrazcev, ritualov ali pa kulture, ki jo verjameš, ampak je nadnaravna moč, ki aktivira Božje obljube v tvojem življenju, se pravi v duhu znanje, vedenje, da veš, da je Jezus živ, haleluja. To je prvi korak, da veš, Jezus je vstal od mrtvih, on je Božji sin, on me je odrešil. V Rimljanih 10, 8-10 pravi, blizu tebe je beseda v tvojih ustih, v tvojem srcu, beseda vere, ki jo oznanujemo, ker če pripoznaš s svojimi usti Jezusa za Gospoda in veruješ v svojem srcu, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš odrešen. Se pravi, iz srcem verjameš, ne iz glavo, v srcu verjameš, to pomeni v tvojem duhu. V tvojem duhu verjameš, to je nadnaravno razodetje, da veš, Jezus je živ, haleluja. Lahko bi pripeljal cel šlepar njegovih kosti, pa me novo prepričali. Jaz vem, da on ni več v grobu, vem, da njegove kosti ni, on je živ, on ima novo telo, on je vstal. In pol prav, in z usti, se pravi, ko v srcu to verješ, ga moraš z usti priznati za svojega Gospoda. Za svojega Gospoda pomeni, da je on tvoj gospodar. Več nisi ti v kontroli, nisi več ti gospodar svojega življenja, ampak vse njemu izročiš. In to je pa najlepša stvar, ki se ti lahko zgodi v življenju, da veš, da Jezus skrbi zate, haleluja. Da veš, da je on zdaj odgovoren zate in on te bo vodil, in zdaj, če ga boš poslušal, boš ful uspeval, haleluja. In prav, srcem se namreč veruje za pravičnost, a z usti se pripoznava za odrešenje. Ok, in zdaj lahko molimo molitev, če še ne veš, a si kristjan ali nisi, če še ne veš, a si Božji otrok ali nisi, če ne veš, a si odrešen ali nisi, mol skupaj z mano, zdaj, kjerkoli si na YouTube, Zoomu ali pa, če si prostovoljec, pa še tega ne veš, mol skupaj za mano na glas, reč, nebeški Oče, prihajam k tebi v imenu Jezusa. V svojem srcu verujem, da je Jezus vstal od mrtvih in ga zdaj priznavam za Gospoda svojega življenja. Jezus, pridi zdaj v moje življenje. Hvala ti, da sem zdaj odrešen, ker sem te sprejel za svojega Gospoda. Zdaj sem Božji otrok. Odrešen sem greha in oblasti hudiča. Zdaj sem v Jezusu Kristusu. Zato sem novi človek. Staro je minilo. Hvala ti. Amen. Amen. Hvala Bogu. Čestitam, če si danes to prvič molil, haleluja, pol je Jezus vstopil v tvoje življenje, zdaj si Božji otrok. Zdaj ti več ni treba biti zvezan s tem svetom, s hudičom, s grehom in tudi niti treba biti bolan. Čeprav lahko, da bo še nekaj časa rabu, da to prebavaš in da priješ ven iz slabih okoliščin, jasno, ker tvoj se ne bo čez noč transformiral. Ampak dajmo si zdaj pogledati par realnosti, ki si vstopil v Božje kraljestvo, realnosti novega človeka. Prej smo videli v 2. Korinčanom 5:17, mogoče najmočnejši stavek o novem stvarstvu je, kdor je v Kristusu, je nova stvaritev, staro je minilo. Ti si lahko vsak dan govoriš, jaz sem nova stvar, jaz sem Božji sin, haleluja. Jaz sem v Kristusu, staro je minilo. 1. Janezovo 4:4 prav, vi ste iz Boga otročiči in premagali ste jih, ker večji je on, ki je v vas, kakor tak je v svetu. Se pravi, karkoli okoli tebe je del tega sveta, Jezus v tebi je pa močnejši od stvari okoli tebe. Haleluja, ni to dobra novica? 1. Tesaloničanom 5:23.
On pa Bog miru naj vas posveti popolnoma in popolno naj se vam ohrani duh, duša in telo in brez graja v prihodu Gospoda našega Jezusa Kristusa. Se pravi, sestavljam si iz duha, duše in telesa. Tvoj duh je že popoln. Svojo dušo, to pomeni voljo in emocije, pa prenavljaš z Božjo besedo. In hkrati je pa tudi tvoj telo se ohranja popoln. A ni to dobro? Bog hoče, da si popoln. Duh, duša in telo. Jaz sem ful vesel, da Bog skrbi za vsak del našega življenja. 1. Petrov 2.2. Hrepenite kot novorojeni otroci po nepokvarjenem mleku Božje besede, da po njem rastete v odrešenje. Se pravi, mi rastemo v odrešenju. Kako rasteš? Tako da vidiš, kdo si kot Jezusov otrok, kot Božji sin. Rasteš v temu, da sprejemaš to, kar je on že plačal na križu. Se pravi, ni avtomatično, ti rasteš, bolj ko spoznavaš, kaj je on zate naredil, več tega postane realno in bolj si zmagovalec, haleluja. To, da je on, ki je v tebi večji od tega, ki je v svetu, v tem boš cel življenje rastel, ker stvari v tem svetu te bo vsake tok časa premagale in pol spet se zavedaš, kdo si v Kristusu in spet zmagaš in pač rasteš v tem. In zdaj si pogledamo malo pravičnost. Pravičnost ni, da si ti zdaj postal dober človek, ker se lepo obnašaš. Prej si ga ful biksu, zdaj se pa lepo obnašaš. V bistvu ti si lahko prej bil ful dober človek, pa si vsem bil krivičen, ker si krivičen, ker nisi verjel v Jezusa in si bil zaklenjen, nisi bil na novo rojen. In zdaj, ko si postal Božji človek, 2. Korinčanom 5:21 pravi, Jezus je postal greh, da smo mi postali Božja pravičnost v njem. In to je po veri. Rimljanom 8:1, zdaj torej ni nobene obsodbe za te, ki so v Jezusu Kristusu. Se pravi, jaz več nisem pod obsodbo. In zdaj, če sem postal Božja pravičnost, pol enostavno jaz ne bom več grešil. Jaz ne bom več zdaj se ga šel napit, ne bom prevaril svoje žene, ne bom se šel nekam pretepati, ne bom nekaj šel ukrast, ne bom hodil izvan Božje volje, ker vem, da to več nisem jaz. Če bom pa slučajno kdaj padel, pa spet ni obsodbe, ker vem, da mi je Bog odpustil. Ampak kaj se zgodi? Vsakeč, ko grešiš, si odprl vrata hudiču in pol živiš v nasprotju s tem, kdor si v duhu in boš imel ful probleme. Recimo, jaz, ko sem sprejel Jezusa, sem se ga šel napit, ko mi je Bog rekel pač eno stvar, kam naj grem služiti in mi ni bilo všeč. In pol sem bil depresiven in sem se ga šel napit in pol sem se spokoril. To je bilo zadnjič, da sem se ga probal napit. Sproban sem bil 3 mesece. In pol sem videl, da alkohol več ni del mene. Enostavno ne morem več. Kaditi več nisem mogel. Jaz sem šel na joint, drug dan potem, ko sem Jezusa sprejel, celo isti dan. In mi je Bog samo rekel, ne rabaš več tega in sem bil osvobojen. In eni ljudje so kristjani, pa še vedno se ga zakajajo, pijejo, grešijo. In to je ful katastrofa, ker v bistvu spuščaš hudičo v svoje življenje in ne živiš to, za kar te Bog ustvaril. Ampak spet, ni obsodbe zate. Bog te vedno kliče ven. V katerem stanju si se znajdu, moraš vedeti, da Bog noče, da si v blatu. On in noče, da si pod obsodbom, ampak da veš, po veri v Jezusa sem lahko osvobojen vsega, haleluja. V bistvu Jezus me je že vseh grehov osvobodil in me je naredil za svojo pravičnost. In jaz nisem postal Božja pravičnost takrat, ko sem nehal grešiti, ampak takrat, ko sem Jezusa sprejel, haleluja, sem postal Božja pravičnost. Zato v Hebrejcih 4:6 prav s pogumom pridemo pred Božji prestol. In v Hebrejcih 10:19 prav, zdaj imamo trdo zaupanje, da po krvi Jezusa pridemo direkt pred Božji prestol. Se pravi, jaz dostikrat zaprem oči in rečem, očko, jaz prihajam v tvojo dnevno sobo, ker Božji prestol je njegova dnevna soba. In samo rečem, mečem se v tvoje naročje. In pol uživam z Bogom, haleluja. Ne zato, ker sem jaz neki ful specialno dober človek, ampak zato, ker je Bog specialno dober Bog in jaz pač verjamem v njega, haleluja. In zdaj vse, kar je on naredil, meni pripada, jaz sem njegov sin. Vse, kar je on naredil, je za mene. V Rimljanih 5:1, ker smo torej opravičeni po veri. Okay? Kako smo opravičeni, ko dobro delamo? Ne, opravičeni smo po veri, haleluja. Imamo mir z Bogom po Gospodu našem Jezusu Kristusu. Zato imam jaz mir, ker vem, da sem po veri upravičen. Ne zato, ker moram skozi nekaj prav delati. In zato, ker imam zdaj mir z Bogom, pa sem upravičen, haleluja, mi sploh ni treba več grešiti. Ker je ful razlika,
A se jaz skozi ukvarjam z grehom, pa se spokorjujem, ali pa enostavno mi ni treba, ker sem ful zadovoljen z Bogom in vem, kdo sem v Jezusu. Haleluja, to je pravo življenje. Efežanom 1:1. Pavel, apostol Kristusa Jezusa, po voli Božji, svetim, ki so v Efezu in vernim v Jezusu Kristusu. Pavel piše pismo živim kristjanom, ne mrtvim. Mislimo, svet je nekdo, ki je svetnik. Ne. V Svetem pismu svet je vsak, kdorkoli je sprejel Jezusa. Pavel, če bi danes pisal te pismo, pa da ti ime Lojze, bi napisal Sveti Lojze. In ti bi mislil, wow, kako sem jaz sveti, se še nisem umrl. Ne, ker si sprejel Jezusa, si postal svet. In zdaj, a si predstavljaš, da bi mi drugega klicali še svet pred imenom, jaz mislim, da bi se imeli da bi še bolj radikalno živeli za Jezusa. Ker čim bi ti meni rekel, Sveti Klemen, jaz bi pa trenutek pred tem razmišljal, da bi se spet mogel malo napiti, bi takoj nekaj tako razmišljal, bi rekel, pa jaz sem svet, haleluja. Amen. Ker ti, kad se zavedaš, kdo si, boš tako živel, kakor se zavedaš, kdo si, haleluja. Se pravi, a ni to način, kako vstopaš v Božje kraljestvo, da veš, jaz sem svet, jaz sem pravičen, jaz sem na novo rojen, jaz sem Božji otrok, haleluja. Ni več obsodbe za me, pogumno lahko pridem pred Božji prestol. In naslednji korak, kako pridemo v Božje kraljestvo, je, da smo izpolnjeni s Svetim duhom. Marko 1:8. Jaz sem vas krstil z vodo in on vas bo krstil s Svetim duhom. Danes sem spet slišal, da se je ena oseba krstila v vodi, haleluja, slava Bogu. Ampak Jezus je rekel, jaz vas bom pa krstil v Svetem duhu. In krstil, beseda pomeni potopil. In Bog hoče, da ko si prišel v njegovo kraljestvo, da si potopljen v Svetega duha. Apostolska dela 1:8. Prejmete moč, ko pride Sveti duh na vas in boste moje priče. Marko 16:17. Tiste pa, ki verujejo, bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili bodo nove jezike. In zdaj, kaj so novi jeziki? Novi jeziki so znamenje, da si krščen, potopljen v Svetega duha. Apostolske dela 2:3-4. In se jim prikažejo razdeljeni jeziki, kakor ognjeni, sedejo na slehenega med njimi in vsi se napolnijo Svetega duha in začnejo govoriti v drugih jezikih, kakor jim duh dajal izgovarjati. Danes bi rad molil za vsakega, če še ne moliš v novih jezikih, pa bi rad bil izpolnjen Svetim duhom, bomo skupaj molili eno molitev in pol boš po veri, boš začutil, da je Sveti duh prišel na tebe, boš odprl svoje usta in boš govoril v jezikih, ki jih ne poznaš. Haleluja. Ampak sam, če verjameš, vse to deluje po veri. Bog je že plačal ceno zate, da si lahko izpolnjen Svetim duhom. Apostolska dela 10:46. Kajti slišali so jih govoriti jezike in poveličevati Boga. Se pravi, Peter je pridigal med nežidi v Kornelijevi hiši, naenkrat je Sveti duh padel na vse, prekinil Petrovo pridigo in videli so, da so zdaj te ljudje izpolnjeni Svetim duhom. Kako so to videli? Ker so jih slišali govoriti v novih jezikih. Apostolska del 19:6. In ko polaga Pavel roke na njih, pride Sveti duh nanje in govorijo jezike in prerokujejo. Danes, če še ne moliš v jezikih, kjer ko si na Zoomu, na YouTube ali pa če si tukaj prostovoljc, mol skupaj z mano to molitev in pol, ko bomo odmolili, bomo molili v novih jezikih. Reč, Oče nebeški, jaz sem tvoj otrok in Jezus je moj Gospod. Hvala ti, da sem odrešen in imam svojo večnost zagotovljeno s tabo. Verujem v tvojo besedo. Ti si rekel, da bom dobil Svetega duha, če te bom prosil. V imenu Jezusa te zdaj prosim, da me izpolniš, da me krstiš, potopiš v Svetega duha. Zdaj po veri sprejemam in se ti zahvaljujem. Hvala ti, da je Sveti duh zdaj na meni in v meni. Zdaj lahko govorim v novih jezikih. Dvigni se zdaj v meni, Sveti duh, ko slavim Boga. Zdaj bom govoril v novih jezikih, kot mi boš ti dajal izgovarjati.
O, haleluja, slava ti, vsi karabašenda, reberkinda, labarsenda. Haleluja, govor karkoli ti se ti iz duha pridejo besede. Haleluja, slava ti, Jezus, karabarenda, reberšika, labakaja. Oče, jaz kličem moč svetega duha na vse na Zoomu, haleluja. Oče, ne prije tvoja prisotnost, zdaj na njih, haleluja. Govori v jeziku, kjerkoli si, haleluja. Kličem vse na YouTubeu, kličem tvoja prisotnost na vse, oče. V imenu Jezusa, naj tvoja moč pade na njih, oče. Haleluja, šikarabasende, reberkinda, labarsende. Oče, kličem vse prostovoljcev, moč, potopljene v svetega duha. Sveti duh, dobrodošel si, izpoln to hišo, haleluja. Izpoln vsako srce zdaj, haleluja. Šikarabasende, reberkinda, loborsinda, rabartende, reberginda, labaršika, labahaja. Hirobosende. Mogoče si dobil samo eno besedo. Jaz sem dobil najprej samo 3 besede in sem jih 2 tedna drdral na pamet, ker več nisem bil odprt za Boga. Potem sem se pa enkrat med slovljenjem odprl in so samo reke tekle iz mene. In lahko nehaš in spet začneš. Kadarkoli lahko moliš v novih jezikih. Haleluja. Ne rabaš neke posebne dogodivščine, ker to vse deluje po veri. In kdor moli v duhu, sebe izgrajuje. A ni tako, da si del Božjega kraljestva in imaš tudi duhovni jezik, ki je del tega kraljestva. Haleluja. In zdaj si pogledamo še eno stvar in to je ozdravljenje. Ko si vstopil v Božje kraljestvo, si v bistvu vstopil v kraljestvo ozdravljenja, haleluja. Bolezen nikoli ni Božji plan. Zadnjič ena gospa, stara 81 let, dobila korono, mislim, da je imela raka v pljučih, neko bakterijo še in pol pač, je pa verjame v Jezusa in je del krščanskega centra v Šentjurju. In pol rekla, mogoče pa zdaj to. In so odpeljali že v bolnico. In se rekel, ti moraš zdravo umreti. Mene, pač, ti lahko umreš, če hočeš, ker si že dosti stara, ker človek mora vsaj 80 let mora biti star. To je minimum v Božjem kraljestvu. Če prej umreš, piše, da si neumen. Pač, mene je žal, če za vse, pač, imaš koga, misliš, da ga je Bog vzel in ni ga Bog vzel. Bog nobenega ne vzame. Bog je vsem dal življenje. On je umrl, da mi lahko živimo. In pol sem rekel, lej, ti moraš priti domov, ti moraš biti ozdravljena, pride domov, pa zaradi mene tudi, če hočeš umreti, umri. Sam najprej moraš biti ozdravljena. In ona je čez 4 dni pa šla zdrava domov. Haleluja. In še zdaj zdrava in prav, da bo še en let živela. Upam, da se bo drug let pol premislila, bo rekla, Maja, dajmo še enega. Haleluja. Ampak to je the best. In je ful zdrava. Rekla, jaz ne moram bolana umreti, če si mi rekel, da mi to pripada. In točno to pripada vsakmu od nas. Haleluja. Zakaj? Dajmo si pogledati, zakaj nam to pripada. Izaija 53:4-5. Zares, on je nosil naše bolezni in se je naložil naše bolečine. Haleluja. Ne samo bolezni, tudi bolečine. Jaz, ko sem prvič to prebral, sem se po nesreču pekel v palc. In potem sem hiter iskal hladno vodo, ampak prej sem do pipe prišel, sem se tega citata spomnil. Maja, on je nosil moje bolečine, zdaj je čas, da to sprobam. In sem imel mehur na palcu in sem rekel, ozdravljen si v imenu Jezusa. In sem z nohtom šel v to bolečino in me nič ni bolel. Haleluja. Jaz ne govorim to, da bi se hvalil, ampak sem to, da vam povem, to deluje. Haleluja. Božja beseda deluje. Haleluja. Če imaš bolečino, napatjo, zapovej, da gre stran. Ampak najprej moraš razumeti, da je Jezus že plačal. On je na sebe, se je naložil naše bolezni in bolečine. Se pravi, on je to nosil na mesto mene in tebe. In zdaj prav, mi pa smo ga šteli za kaznene, ki ga je Bog udaril in ponižal. On je bil ranjen zaradi naših prestopkov, bil je potrt zaradi naših krivic. Kazen ga je zadela zaradi našega miru. In rane njegove so bile nam v ozdravljenje. To je napisan 800 let, preden je Jezus prišel na križ, prerok Ezija ga točno vidi in piše, kako mu brado puljo, kosi hrbta mu ven letijo. Totalno razbasarjen je bil Jezus na križu. Na križu se sploh ni dal prepoznati, kdo je to na križu. Toliko je trpel. Zakaj? Zakaj ni umrl samo tako, da je prelil svoje kri za naše grehe? Zakaj je bil čisto razmesaren? Zato, ker je naše bolezni vzel. Vzel je vsako bolezen, vsi demoni, vse bolezni, vse je šlo v Jezusa na križ. Ampak dobra novica je, da je 3. dan vstal od mrtvih. In vstal je v novem telesu in bolečine in bolezni je pustil na križu. In zato pred 2000 leti si ti že bil ozdravljen. Pred 2000 leti, haleluja. Tako da se ti ni treba boriti, da bi si to zaslužil zdaj od Boga. To je že plačan. Vse, kar moš narediti, da verjameš. To je vse. Tako, ko verjameš, da si odrešen
po veri v Jezusa, tako moraš tudi verjeti, da si ozdravljen po veri v Jezusa. Matej 8:17, Jezus ozdrav žensko, ki je bila 14 let spognjena, ni mogla se zravnati in Jezus jo ozdrav in piše, to je naredil zato, da se izpolni, Matej 8:17, da se izpolni, kar je rečeno po preroku Izaiju, ki pravi, on je nase vzel naše slabosti in nosil naše bolezni. Se pravi, bolečine lahko prevedemo tudi slabost. Se pravi, slabost je vse, lahko je slab vid, je slabost. Haleluja, lahko je slaba kri, lahko je, ne vem, slaba koža, lahko je, ne vem, karkoli. Če boš verjel, haleluja, imaš lahko čisto vse, haleluja. 1. Petrov 2:24, on je grehe naše sam na telesu svojem nesel na les, da smo mi grehom odmrli in živimo v pravičnosti. Z njegovimi ranami ste bili ozdravljeni. Apostol Peter je to videl in je dal v preteklost, zdaj se je to že zgodilo. Cena je plačana, ti si na novo rojen Božji človek, ti si že bil ozdravljen. Apostolsko delo 10:38, veste v Jezusu iz Nazareta, kako ga je pomazil Bog svetim duhom in z močjo, ki je hodil naokrog, deleč dobrote in ozdravljajoč vse, ki so bili obvladani od hudiča, ker je bil Bog z njim. Se pravi, Jezus je manifestacija Božje volje. On je Božja volja v akciji. To, kar je on delal, je demonstriral, kako Bog izgleda in kaj je njegova volja. In on niti enega bolnika ni odslovil in je rekel, nisi še pripravljen, nisi še dosti dober, pojdi se spokoriti, naredi 3 očenaše, pol pa priti nazaj. Ne, on je vsakega, kdorkoli je v veri prišel do njega, ga je ozdravil. Je pa res, da za ene ljudi je mogel moliti več kot enkrat, ker je bilo pol nevere okoli. Ene ljudi je mogel učiti, ker niso imeli vere, da so pol lahko sprejeli ozdravljenje. Ampak na kjerikoli fazi si ne se ustaviti. Tudi če že 10 let varuje za ozdravljenje, pa se še ni zgodil, ne se ustaviti, haleluja, ker Božja beseda bo delovala zate, ker je nespremenljiva, midva se morava spreminjati, da lahko sprejmava njegovo besedo. Se pravi, moraš vedeti, ko si vstopil v Božje kraljestvo, ti bolezen ne pripada. Jaz verjamem, da če dalje bo se bližamo koncu času in če dalje več bo Božje slave v cerkvi in če dalje več ozdravljenja z nami in čudežev moramo videti med nami, verjemo za to. In še zadnja stvar, preden končamo šolo ozdravljenja, drugi del je, odkupljen si prekletstva. Okay? Ko si vstopil v Božje kraljestvo, so vsa prekletstva ostala v zunji. Ti si blagoslovljen in to je ful velika stvar. Prekletstvo je, ko skozi nekaj delaš, pa ti nikoli ne uspe. Prekletstvo je, da iste probleme, ki imajo tvoj dedek, ki jih imaš ti. Recimo, moj dedek je umrl s tumorjem v glavi in je umrl 1. marca. Jaz sem se 1. marca rodil in sem se že rodil mrtev in so me mogli v inkubator in vse živo. In pol, cel življenje sem imel glavobole. On je imel tumor v glavi, jaz sem imel glavobole. To so prekletstva, ker nekje nekdo odprl vrata za prekletstvo. Prekletstvo enostavno pride zaradi stvari, ki jih narobe delamo, lahko jih ne razumemo. Eni ljudje kličajo duhove, eni ljudje častijo malike, eni ljudje, prekletstva imajo veliko variant. Lahko so besede v jezi, v zagrenjenosti izrečene. Veliko prekletstev sami povzročimo, ker sami sebi govorimo prekletstva. In se rečemo, nikoli mi ne bo uspelo. Jaz sem itak loser. Mene noben ne mara. Čim nekaj narobe vse prečeš, si samega sebe preklel. In kako vam priš iz tega? Verjem, da si blagoslovljen. Vse v Božjem kraljestvu deluje po veri. Zakaj? Zato, ker je že vse plačan. Ne moreš si zaslužiti, ker je že plačan. Lahko pa po veri sprejmeš in v srcu veruješ in z usti to govoriš. Vse v Božjem kraljestvu je na principu verovanja in tega to pol govoriš, kar verjameš. 5. Mojsova 28 opisuje 1/3 blagoslovov in potem 2/3 prekletstev. Mene včasih motilo, zakaj je samo 1/3 blagoslovov, pa 2/3, ko to je ogromno poglavje, je pa ful prekletstev. Ampak zdaj, ko sem v Kristusu, vem, da je to dobro zato, ker v teh 2/3, da vem, kaj vse mi ne pripada, kaj vse prihaja proti meni, čemur se moramo upreti po veri v Jezusa, ker je že Jezus plačal, ker je on postal preklet za mene. In gledajte, kako je dobro bolezen definirana v prekletstvu. 5. Mojsova 28:59-61. Tedaj pravi Gospod tebi in zarodu tvojemu čudovite nadloge. Čudovite pomeni pač ogromne. Ogromne nadloge, velike in dolgotrajne, hude in dolge bolezni. Ti pošle nate
zopet vse kužne bolezni egiptovske, katerih si se bal in te opne z njimi. Tudi vse bolezni, vse nadloge, ki niso zapisane v knjigi te postave, pošlje Gospod nate, dokler ne boš iztrebljen. Se pravi, on našteva ful enih kožnih boleznih, različne vrste bolezni. Vse to je prekletstvo. In v stari zavezi si bil preklet, če nisi z Bogom hodil. V novi zavezi si preklet, če ne hodiš z Jezusom. Zakaj? Ker enostavno si spet v neveri. In enostavno se slabe stvari se ti dogajajo. Zato moraš preklopiti, stopiti moraš pod blagoslov Jezusa Kristusa, moraš biti z Jezusom, haleluja. Zato recimo moraš ful bežati stran od teme, od greha, od vseh teh stvari. Ker tam je samo prekletstvo. Pri Jezusu si pa blagoslovljen, haleluja. In blagoslovljen si kako? Da verjameš, da je Jezus plačal ceno zate. V Galačanom 3:13 do 14 prav, Kristus nas je odkupil prekletstva postave, ko je postal za nas prekletstvo. Kaj ti pisano je, preklet vsak, kdor visi na lesu, da pride nad pogane blagoslov Abrahamov. V Kristusu Jezusu, da prejmemo obljubo duha po veri. In 29, če ste Kristusovi, potem ste Abrahamovo seme in po obljubi dediči. Se pravi, Jezus je postal preklet za nas, po veri v njega mi postanemo blagoslovljeni. Bolezen je prekletstvo, vse bolezni, ki so naštete, v 5. Mojžišovi 28 in potem v 61. vrstici celo prav in tudi vse bolezni, ki niso naštete, so del prekletstva. Se pravi, tudi korona je del prekletstva, haleluja. Lahko, če si dobil pozitiven test, lahko se mu upreš, lahko prekloneš korono, lahko rečeš, korona prekleta si, jaz sem ozdravljen v ranah Jezusa, haleluja. In dajmo zdaj malo skupaj lahko eno molitev osvobojenja in ozdravljenja, skupaj bomo molili, ozdravljenje in osvobojenje. Če mogoče si danes opazil, da so ene stvari v tvojem življenju, kjer si preklet, kjer ti ne gre dobro, haleluja, pol danes verjamem, da bo to zlomljeno, ko boš to molil. Če so kakšne bolezni, ki se te držijo in moliš in kar nočeš stran, verjamem danes, da bo šlo to stran, haleluja. Mol skupaj z mano, lahko mogoče zapreš oči, da se boš predstavljal, da si sam z Bogom in sam reč, Oče, prihajam k tebi v imenu Jezusa. Hvala, da si dal svojega sina zame. Hvala ti za tvojo besedo. Verujem, da vedno deluje. Zato jo izpovedujem v svoje življenje. Verjamem, da sem ozdravljen v ranah Jezusa Kristusa. Kot je pisano v 1. Petru 2:24. Verujem, kar pravi tvoja beseda. V Mateju 8:17. Da si ti nosil moje bolečine in da si vzel nase moje bolezni. Zdaj izpovedujem tvojo besedo in govorim, jaz sem ozdravljen v ranah Jezusa. Odrešen sem bolečine in bolezni in zdaj imenuj svojo bolezen. Jaz sem osvobojen in kar povej, kjer je bolezni. V imenu Jezusa zdaj zapovedujem bolezni in spet imenuj svojo bolezen. V imenu Jezusa zdaj zapovedujem te bolezni, da prav zdaj neha delovati v mojem telesu in se odstrani prav zdaj. Jaz sem odrešen vseh del hudiča. Jaz sem blagoslovljen. Jaz imam avtoriteto v imenu Jezusa. Verujem v tvojo besedo. V Galačanih 3:13. Da si ti, Jezus, postal preklet, da sem jaz blagoslovljen. Obračam se stran od greha in govorim, jaz sem zdaj blagoslovljen. Jaz sem dedič Božjih obljub.
Bog je na moji strani. Kdo bo obstal proti meni? Jezus je zdaj v meni. Zato grem lahko skozi vse stvari zmagovalno. Jezus je vzel vsa prekletstva nase. V 5. Mojzesovi piše, da je vsaka bolezen prekletstvo zakona. Torej tudi moja bolezen, in zdaj jo minuj, zato je tudi ta bolezen prekletstvo zakona. Hvala ti, Jezus, da sem zdaj odrešen svoje bolezni. In lahko jo imenuješ. Hvala, da sem odrešen te bolezni. Hvala ti, Jezus. Slavim te, moj Gospod. Ti si moj odrešenik. Ti si moj ozdravitelj. Ti si moj osvoboditelj. Aleluja. Aleluja. Slava Bogu. Aleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti za vse, ki so danes to poslušali, Oče. Naj tvoj duh jim pričuje zdaj. Sveti duh, ti pričuj. Jezus, ti si rekel, da boš potreboval svojo besedo, znamenji in čudeži. Oče, jaz verjamem zdaj, da tvoja moč ozdravljenja teče vsako celico teles v imenu Jezusa, Oče, da tvoje ozdravljenje zdaj deluje na vse prostovoljce, na vse na Zoomu, na vse na YouTube, Oče. Da tvoja moč ozdravljenja deluje, Oče, da ozdravlja vsako telo, vsakega poslušalca, vsakega gledalca v imenu Jezusa. Oče, in da gre z nami, da lahko še molimo za druge, ki rabijo ozdravljenje v imenu Jezusa, Oče. Hvala ti, Sveti Duh, haleluja. Hvala, Gospod, da smo ozdravljeni, osvobojeni, da smo vstopali v Božje kraljestvo, haleluja. Rad bi sam rekel, dobrodošli v Božje kraljestvo, haleluja, amen. Uživite z Jezusom, uživite v Božjem kraljestvu, kar vam pripada, in se slišimo v naslednjem delu šole ozdravljenja. Haleluja.